Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 120. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Arjanom Preglom, ki je slikar. Jaz sem ga pa v bistvu prej spoznal na internetu, ker ful dober Twita in Facebooka, če je to glagol. Naprej začnemo, kot vedno, ful hvala vsem, ki ste že podprli Apparatus. Res ful pomaga, vem, da to vsakič rečem, ampak moj bog res pomaga. Če tega slučajno še niste naredili, to lahko naredite tako, da greste na apparatus.si/podpri oziroma na apparatus.si/salca. Ful hvala. Lahko ste Apparatus tudi kakšno oceno v iTunesih, to vedno pomaga, sicer smo pa na Facebooku, na Twitterju, pa še kje, vsi linki so na apparatus.si. To mislim, da je bil cel admin. Evo, zaparjen. V glavnem, moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Odlično. To je težko, ne? To je težko. Ja. Jaz sem Arjan Pregl. Dejansko se razumem ali pa se predstavljam vedno kot slikar. Čeprav delam v bistvu veliko stvari, en kup stvari, zraven še ilustriram, učim, pišem kakšne kolumne, pa tako kratke zgodbe. Ampak se mi zdi, da imam nek tak vizualen pogled na svet. Ne. Recimo, predtem sem seveda še oče in izvenzakonski partner, ne, ko se temu reče. Ne. Ja, živiš v grehu. Živim v grehu, ja, na koruzi. Ne. Okay. Zdaj, jaz sem pri sebi samo gotovo, da imam nek ta vzorc, ne, da ponovadi povabim enega, ki zdaj je bila Hanna Stupica, ki je ilustratorka, ponovadi zmerno nekako prihajate v paketih, vi ki rišete, ne vem zakaj. A jaz, ki pol toliko temu razmišljam, veš, pa nočem zgubiti tega Freda, ne, ko zdaj si ti kle živijo. Živijo. Ne, zdaj, tako, ki si rekel, slikar, ne, tako, ki pač se to ponovadi zgodi v tem Apparatusu, ali si znal vedno risati? Ne. A res, končno eden. Kaj to pomeni? Mislim, kaj sem, nisem znal risati, kaj sem tako, kot bi se akademsko rekel, da lepo rišem pravilno in tako. Ne, vedno sem dejansko risal, pa ne. Celo neke stripe sem mal delal, ko sem bil, ne vem, v 2. ali 3. razredu. Ampak tako je zelo, glizan sem našel enega, pa je tako, ne, zelo je, bi rekel, nekajšnega talenta strašno noter zaznati, ne, risarskega recimo. Pa pač to me vedno, mislim, to me je veselilo, to moram reči. Sem se pa dejansko odločil pol nekako za to šele po srednji šoli nekako, oziroma na koncu srednje šole hodil sem na naravoslovno. Wow. Še zdaj mi ni čisto jasno, zakaj, ne. Mislim, vse je čisto v redu, ampak zdaj, ko nazaj gledam, ne vem, zakaj sem šel tja. No. To je full weird, sorry. To je res full weird. Zdaj. Ja, to je, ok, sorry, povej naprej. Ja, skratka, sem čisto, takrat v 4. letniku, ko se moraš že odločiti na koncu nekaj, sem še nekako kolebal med ekonomijo pa slikarstvom. Ne. Okay. To veliko ljudi počne. Ker predstavljam si ful enih srednješolcev, ki razmišljajo glih o teh dveh možnostih. Ja, kaj se je, takrat se je zdel, ali pa še danes, da je bila ekonomija neka dobra pot, ne, kaj se je. Se je še zdaj, ni tako? Ja, se je. Ne? No, ampak pa sem se odločil, da grem, ampak prav to, jaz takrat še nisem znal risati tok, ne, mislim. A ja, tudi že kot konc srednje šole ne bi rekel, da si... Ne bi rekel, ne. Jaz sem takrat sploh nisem šel delati sprejemnih na akademijo, ker sem vedel, da ne bom, ker nisem, pač jaz sem imel neko veselje do ustvarjanja stvari, pa tako. Ampak jaz sem se takrat za 1 let upisal na filofaks, na umetnostno zgodovino in zraven pa še na šolo risanja večerno, tole, ki je bila šola za risanje in slikanje, se je pol let prerasel v neko bolj resno institucijo. No. Ampak tako sem jaz let sem tako zelo intenzivno pač res risal, tako študijsko, pa tako. Okay. Ko sem se takrat mal, bi rekel, bolj naučil, ne. Ker do neke mere je to res stvar, mislim, takšna neka akademska risba, recimo, je stvar, po moje predvsej nekega drila, ne, res. No, ampak to je v bistvu dosti pozem po svoje, ne. A že tako, mislim, da se prvič srečaš z nečem, kot si rekel,
akademsko resno risanje, ne? Karkoli pač to pomeni, vse en. Ampak to je dosti pozno, to je pa pri 18, ne? 19. Ja, čeprav je pa res, da sem imel doma veliko vsem tega okolja. Ne? V bistvu sta mama in oče, ne? Mama je likovni kritik, likovna kritičarka, oče je pač je pisatelj, ampak je vedno, mislim, je že dolg nazaj, oziroma takrat, ko še mladinska knjiga je pri nas začela, so začeli izdajati te likovne monografije. Skratka, imeli smo veliko doma tega stika z... Ti si pa kar v bistvu zelo tako klišejski kombo teh dveh staršev, ne, po svoje, ali ne? No sej, jaz sem pa gruntov, ne, mislim, še najbolj taka stran pot, ne, je bila tista srednja šola, ne. Ki je res kar nekaj. A veš, jaz sem pa še tist, ne, ker sem razmišljal med ekonomijo pa slikarstvo, dejansko, ne, oče je ekonomist, ne, ok, mama je likovna kritičarka, ampak vse je nekako kleka, pa je sem, ne. Mogoče bi moral iti za biofizika, ne, kaj sem, ne, da bi se uprl, ne. Ja, da bi šel res nekaj tredega. Ja, pač tako, ja. Ampak ta storytelling, tako to mi je zanimivo, ne, ker si rekel, da stripe pač sam delal, ne. A ta del te je zmeraj zanimal? Až kaj z tebe v bistvu, meni je ful smešno, sem tebe res prek neta spoznal. Tako da bi res rekel, zdaj pa vem, kdo je vem, to je bizarno reči na netu, ampak vseeno, ne. Pač ti več ali manj, jaz sem tebe prej dojel, naprej sem pol te researchal, pa zdaj da ti pa dejansko slikaš, ne. Pa jaz sem mislil, ti znaš ful Photoshop uporabljati, to je bilo moja prvi stik. Kar je, veš, ne, ampak po svoje, veš, jaz sklepam, da nisem edini, ki te mogoče tako najdo, ne, vse kar se neta tiče, a ne, s temi joki, pač zanima me, a ta storytelling ti je bil zmeraj tako všeč, oziroma da ni zdaj to sam pač slika oziroma risba, ne, ampak da je zmeraj vsaj nek message zraven. Ne, sigurno, ne, to sedaj bo te malo klišejske, ampak res, jaz sem recimo pisal sem zelo rad, ne, neke take, mene je zelo ven vlekel v osnovni in v srednji šoli recimo spisi pri slovenščini, ne. Jaz nisem nikoli imel, oziroma tista slovnica, pa to sem bil vedno slab, ne, oziroma kaj sem, ne, tam mi je šlo precej, nisem mi dal res toliko usest pa učiti, pa tako, ne, ampak spise sem pa vedno dobro pisal, ne, recimo, ne, tako, s tistim sem se, zgodbami sem se ven vlekel. Ja, ok. Jaz sem bil dosti podoben, sam da jaz sem slovenščino res bil rezan nič. Tako, mene še zmeram je fascinantno, da pišem, da mi ljudje plačujejo, zato da pišem. Aha. To je noro. Ker to je meni noro. To bilo treba malo učiteljice vprašati, recimo. Ne? Ja, kako je to potekalo. Ja. Ja, mislim, a se spomnite unga, ki tam pa mu nikoli... No, zdaj pa piše. Ne? To so te fantazije, a veš, to, ker bi šel nazaj na srednjo, a sem vam rekel. Ja. Vi niste videli tega, ne? Nek sploh pri tebi bilo to sploh bizarno, ne? Ker jaz zelo ta arena, ki ne doslovno hodi, zdaj pa slika, pač, kar je, to nisem vedel in blew my mind zdaj. Slikarstvo pa to, ne? Zakaj slikarstvo? Veš, kaj ti si slikar, jaz to res nisem, jaz sem to prejšnji mesec zvedel, pa zdaj že nekaj cajta spremljam na netu, jaz sem zelo analfabet, kar se tega tiče, ampak ti si res slikar, ti slikaš. Ja, ne, sej je hec je to, da res večina ljudi me kaj sem bolj pozna, oziroma zdaj, ne, v zadnje, lani sem začel kolumno pisati, recimo, bolj ali manj redno, oziroma na 14 dni za dnevnik, ne, pol sem, skratka, blog sem imel že kar nazaj, mislim, zanimivo je to, ja, jaz se res kot slikar dojemam, ne, da mi ljudje še vedno tako rečejo, ali pa to me je zanimivo, no, a veš, jaz tam neki grunt, tam pa kakšni novi projekti, pa to pa srečam enega kustosa, ne, recimo, ali pa kakšnega galerista, pa reče, Arjan živijo, the best, zanj sem videl, ne, pa že čakam, ne, a veš, tam neko sliko, zanj sem videl, kako si ti dobro napisal na Twitterju, recimo, ne. Ja. A veš. Ker je kar razkorak, mislim, a veš, tako dejansko je, ampak jaz mislim, da bi tako skoraj mogel biti, ne. A veš, ker je, mislim, pa zdaj lahko sami sebe gledam, ampak jaz si to skoraj upam poslušiti, ne, ampak a veš, Arjana Pregla kot slikarja, a veš, mogoče eden ne bi najdel, če ne bi ti imel neke prezence na netu, zato si, a veš, ti si klep bolj zaradi prezence na netu, kot zaradi slikarja. Ja, sigurno, sej. Ali pa bolj, v prvi vrsti zaradi tega, a ne. No, sej, je pa tudi to, no, jaz se res tako razumem, bi rekel, prvenstveno kot slikarja, ampak vsem pa jaz ne ločujem strašno zdaj svojega, ne vem, ustvarjanja ali pa razmišljanja, ne.
doskrat potegnem tudi kakšno idejo, ki sem jo najprej začel kot neko idejo na Facebooku ali pa neki, ne, jo pol meljem, pa pride tudi do slike, recimo. Aha, se tudi to zgodi. Se tudi to zgodi, ne, ali pa sploh neka, kaj je bila, mislim, me je do tega tudi, sploh ta prvi blog, ki sem ga imel, pa tako, sem prišel pol do te neke bolj jasne izražene nekih mogoče, ali pa razmišljanja tudi o nekih političnih, recimo, situacijah, in je konkretno iz tega tam neka razstava prišla ven leta, mislim, da je bilo 2006 ali kaj. Ja, tako, ko si pač blog pisal, pa si se tudi tega dotaknil, pa je pa to v slike vršlo, pa si to, da si lahko razstavo sestavil. Ja, v bistvu, ja. To je kar legit, ne? A ni, mislim? Ja, mislim, pa neka druga komunikacija se je tam zgodila, ne? In je bilo dejansko tam neki, kaj sem, no, sem neke vsebine not pripelil, kaj jih drugač mogoče ne bi, ne, v slikarstvu. A pa si vedel, da se to takrat dogaja, ali ne? A veš, v smislu, jaz ne vem, pa si to sem da v bistvu v mislu vprašal, a ti, ki si šel na net, pa gre res blogom na začetku, a ne? A pa zakaj si šel, a veš, zakaj si ga sploh šel delati, a ne? Sem pisal, ker je zelo tako, pač mene to ful fascinira, ne, ker si, pač kot slikar, mogoče, če bi vsaj ta ilustratorska scena, tako kot je Hana, pa te na net nekako se mi zdi bolj, da bolj paše to na net, se to je zelo težko reči, ne, ampak me ful zanima, kakšen je bil vzgib, da si sploh šel na net, ne, oziroma kaj je vzgib za Vzgib je bil čist nekaj drugega, sploh ni bil mišljen zelo resno. To je bilo, kaj so to za ena leta, 2004 po mojem, kaj tazga. Takrat so bili blogi. So bili blogi, ne. Ja. In pol se je to začel in jaz sem une bloge bral mal in večina stvari, ne, velika večina so bili res neki, dejansko neki butasti, no, lahko rečem, ne, zapisi, take čist neke enostavne, dolgočasne stvari, ne, ki so jih pisali, kaj sem, ali ni študentje, ali šolari, ali master, ampak tako, ne, da je bil včeraj tam, ne, na faksu, pa da ga je tist, ne, pa da je on ga srečal, pojšel pa na izpit, pa tako, ne, in jaz sem izbral, se mi zdel noro, ne, kako da, mislim, prvič, da en to piše, ne, drugič pa, da bi kdo to sploh hotel brati, ne, in jaz sem začel dejansko za enega malo štosa pisati blog, in kjer sem prav zavestno, oziroma pač tako hotel malo do skrajnosti to pripeljati, tako neko brezvezje v bistvu, ne. In jaz sem pisal, moj prvi zapis je bil, sedim že 42 minut. Ne. To je bil moj prvi zapis, ne. In jaz sem tam mislil, tam mene 3 naredil, pa malo hec, ne, ampak ljudje so začeli pa se kar odzivati, ne, in bilo to blazno jim všeč, oziroma pač v tistem času, no, jaz sem imel blog Kinky Tone, ne, je bil nek, in so bili pol kar odzivi na te neke zapise, ne vem kaj, meni je bilo čisto zanimivo, pa še tako anonimno je bilo, tako da mi je bilo zanimivo, ko sem ene prijatelje imel, ki niso vedeli, da sem to jaz, pa to še takrat, ne, je bilo tako malo. Pa ne vem take, da sem v drugem nastropju videl 2 lončnice, ne, da v enem je rasel radič, v drugem pa solata. Ne, to je bil recimo zapis. Ne. Ampak ta tehnološki del te pa ni nič tako strašil, veš, nisem imel nič tako odpora, oziroma tako, sem rekel, jaz sem šel kar bla, se ful najdeš v kompih že tako čez življenje, ali? Niti ne, po mojem. Ja. Sem tam bilo tako enostavno to, ne, tam si na WordPressu, ali kaj, pač odprl tisti template, pa to pač nisi rabil nekega strašnega. Ja, ampak to ti rečeš, ne, to, meni se tudi to zdi samoumevno, jaz pa še zmerom, sem tudi leta 2016 vedno znova presenečen, koliko ljudi misli, da je to, nam rekel, cela znanost, vse malijo tudi je, ne, ampak tako v smislu, da je še zmerom ta neka barijera, veš, ka ljudje, jaz doskrat sploh vidim ljudi, ki mogoče od teh narekovajih tradicionalnih medijih delajo, ki bi se super lahko znajdeli na internetu, pa kar nekako ne pridejo do kaj, ki mislijo, da to vse magic, ne. Ja, veš, ti očitno nisem imel tega problema. Ne, to nisem imel. Pa v slikarstvu veliko uporabljam, oziroma sem že ta nek dialog, tam sem veliko Photoshop uporabljal kot nek pripomoček. Ne. Sicer ne to, bi rekel, internet, ampak tako nek dnevni stik z računalnikom sem vsekakor imel. Ne. Kaj pa pomeni to, da je bil kot pripomoček? To je... what? Tako, mislim, kaj sem, to, kar sem jaz delal že skoraj od akademije naprej, pa pač neka skupina, zelo neformalna skupina nekih slikarjev, ki smo mogoče v neko skupno smer
bi rekel, šli, no, smo se ukvarjali, oziroma se ukvarjamo z nekim slikarstvom, ki se navezuje na že ustvarjene podobe, ne, se pravi ali na kakšne filmske ustavljene posnetke ali na kakšne ali na plakate, skratka, da se nek obstoječ vizualni material nekako predela in se ga pol postavi na sliko tako ali drugačne. Jaz sem recimo začel že, to bilo v onem času, sem recimo v Photoshopu vzel te neke osnovne čopiče, ki si jih imel ki sem imel nature, ne, in sem imel pol snežinke, pa metulje, pa tako, in sem pač namesto, da bi šel zdaj nekam v naravo, pa sliko v naravo, ne, sem si jaz z unih snežink, pa metuljev, pa tega, naredil neko kompozicijo, ne, pa sem jih pa kot nek stari, dobri, klasični slikar z oljem naslikal na platno. Ne, okay. Vedno mi je šlo za ta prenos malo, no, zdaj se spet malo odmikam od tega, oziroma malo okrog tega, no, ampak da je šlo malo stran od tega, kar je bil že takrat malo, bi rekel, mit, no, od tega slikarstva, ki smo rekli, da slikaš direktno iz duše, ne, da je na eni strani je belo platno, na drugi si pa ti, ne, to je taka izrazito neka modernistična, ne, in pol tako romantični umetnik, ne, kjer je samo v redu, v tej triadi bi lahko bil mogoče še Bog, ne, če bi človek ne bil... Če ne bi živel v grehu. Ja, recimo, ja. Tako, kot si rekel, pač, da že narejene podobe pač daješ na platno. Ne. Kako si pa do tega prišel, da si to rekel, okay, to je pa moja špura? Ta del mene zmeraj fascinira, ker vsak si nekaj izbere, to sem zdaj že po gruntu. Ne. Pa imam te ilustratorke, ki sem jih znal, jaz ne znam, ljudi risati, jaz znam, sam žvali. Vsak nekaj najde, kar je meni noro, ker jaz izmeren sem imel to predstavo, ko bi znal risati, jaz bi risal vse. Ne. Ampak kako si ti to špuro najdeš? Kakšen je bil ta razvoj? Sleva na akademiji, ki si v letu, sploh ti, ki si recimo temu pozno začel, ne. Kaj si na začetku delal, pa kaj je bilo pol to, da si rekel, da na koncu ne mačke vam pride, ali pa ne vem, ne? Ja, jaz ne vem, jaz sem v bistvu zdaj bolj za nazaj, ko gledam ta svoj, bi rekel, kje imam rdečo nit, ne. Ni bilo, bi rekel, enega preloma pri meni, ki bi rekel, ok, od zdaj naprej pa jaz tako delal, da bila neka razsvetlitev, pa mislim, da bi se mi neka jasna pot pokazala. Je bilo pa vedno vsem tako, da me je zanimal neka podoba, kako pač podoba v današnjem času, kako slika, no, v svetu podob danes lahko deluje. Ne. To je bila neka istočnica mogoče. Ne. Se pravi, da kar si še lahko mogoče šel 50 let nazaj, ali pa še manj, no, brez tega razmisleka v slikarstvu, recimo, ne, kjer še ni bilo toliko tega. Ne. Danes je pa izrazito neka vizualna doba. Ne. Saj to je, mislim, saj to že, bi rekel, vrabci čivkajo. Po eni strani je samoumevno, ampak to je res, se mi zdi, da je to res velik preskok, pa tak, da je zelo intimen. Ja, mogoče, jaz bi si to upal reči, šele zadnjih 10 let s temi telefoni, pa tem, ne, ko imaš to res non-stop tudi sabo, ne zdaj puzaj sam plakate, pa podobno. Ne. Ja, pa sej to, no, skratka, da v bistvu umestiš neko svoje, da malo bolj razmisliš o tej podobi, s katero operiraš. Ne. Se pravi, ne, recimo še, ne vem, leta v 60 letih prejšnjega stoletja je bilo vse manj tega, si imel vse drugačen še delok, sploh pa v prejšnjem stoletju. Ne. Skratka, to je bil neka rdeča nit, ki povezuje moje delo. Ne. Se pravi, da z vsako sliko razmišljam tudi o bi rekel, ideji sliki, kako se umešča v ta prostor. Ne. Ampak ni pa to edina stvar, ker to je recimo, ta razmislek je bil še smiselen, oziroma izključno ta, ne vem, res 15-20 let nazaj, danes je to že premalo, če bi, mislim, sam rekel, ok, ful je podob, kaj čem zdaj delati, ne, pač mora biti še kaj dodatnega, ampak rdeča nit je pa vsem to, no, da je... No, ampak to malo razloži, če lahko, se to ne vem, če se da vprašam, ampak to je malo dodatnega, ne. Jaz tega recimo, meni to je pač, ampak s čem nadgradiš zadevo, ne? A veš, kaj je bilo 15 let nazaj, ne?
dost, pa kaj je zdaj treba več narediti. Jaz tega naštekam čist, ker se mi zdi, da vsakeč iz nule začneš, a ne, in pol pač kar je, a ne. Ampak kaj bi zdaj rekel, da je pa ono, kar je treba. Skoraj sem rekel, dodana vrednost, sem se tako izogibal te fraze, da je noro, ne, tako da ne bom tega rekel. Ampak kaj je tisto, ki je treba ekstra narediti? Ja, in se po mojem vsem tako, ne, da neka stvar, ki je dobra, pa tudi vsem, kolikor je malo patetično slišati, ampak preseže un čas, ne, da je delal sam res 20 let nazaj, pa da zdaj ne več. Ne, ampak vsem, ja, ne vem, no, jaz se lotevam vsakega projekta posamezno, recimo, ne, in pol zaznam nek problem ali v slikarstvu ali v okolici, ne, in se ga pač lotem z nekimi slikarskimi sredstvi, ne, in poskušam, da tudi probam v sliko nekaj novega vnesti. Ne. Kaj sem? No, en tak primer, okrog katerega smo se zdaj neki mal, bi rekel, polemiziramo, ker s temi kolegi pripravljamo eno razstavo, pa se okrog teh nekih slik so se neke polemike začele, ker jaz sem jih leta 2004 delal. Sem imel ženske, podobe žensk iz nekih pornografskih sajtov, oziroma erotičnih sajtov, ne? Ampak ideja osnovna je bila pa ta, se pravi, ni mi šlo samo zdaj za neko razgaljanje ali pa neko izpostavitev pornografije v sodobnem svetu, pa to, ne? Ampak recimo tam je bila v tistem času so zelo veliko razmišljali, oziroma kritiki so pisali v Sloveniji o treh nekih tipih, oziroma vedno so te v tri kategorije uspeli postaviti. Ne? Ali si bil nek tak, bi rekel, klasičen slikar, ne? Druga je bila, ali si bil pač nek umetnik, ki prerisuje nekaj z ekranov, ne? To smo bili nekako mi, da so vedno, ne. Tretja je bila pa tako, ker so pa rekli ženska slika. Ne? To je pa svoja kategorija. To je pa svoja kategorija bila. Ne? In je to pomenila, to so pa neke bolj nežne podobe, ne? Ali pa da se ukvarjajo z neko tematiko bolj, ki se je navezovala na feministične teme, tako, ampak prav tako ženska slika je bila. Ne? In jaz sem recimo, da gre prav za nalaž, malo provokativno, sam je, se pravim, do leto sploh ni to toliko na dan izbruhnil. Jaz sem pa v te iskalce, ko imaš razne te iskalce erotičnih vsebin, ker neka vsebina vtipkaš, pa ti ven vrže, neki vesolci, pa ti ven vrže kakšne ludosti. Ne. Ja, rečemo po mojem. Ja. Okay. No, jaz sem pa upisal painting, ne, pa painter, pa ne. Se pravi, da je slikarstvo začelo nastopati kot neka ta butasta zgodba iz pornografije, ne, tako, da bi, ne vem, res nek, da pride serviser domov, ne. Ali pa pico sem prinesel. Ali pa to, Je bilo tam slikarstvo, ne, se pravi, neka velika zgodovinska tema, o katerem se že 2000 let ali pa še več ljudi razmišljajo, kako naj bilo kle za uno ozadje, ne. No, skratka, tam so bile pač podobe, ne, kako je ena ženska prišla, pa sta se jo najprej postavila tja, pa jo slikala, no, pa se vedno bolj slačila in se je pač šlo v svojo smer. Ne. Jaz sem pač samo že tako, ne, prav to ženska slika sem dal naslov in v podobu, to je bila serija, ne vem, koliko 10 ali koliko del, in še to sem naredil, da sem jih z bleščicami sem to naslikal, ne, v bistvu s temi dekorativnimi za čestitke delati, pa tako, ne, da sem dobil ta moment neke nežne dekorativnosti, kot so jo opisovali. Ne. Skratka, s tem, sam to hočem s tem primerom, da mi ni šlo samo zato, da vzamem neko podobo pač iz množice podob, ki so okrog mene, ampak da probam tudi tukaj neko vsebino še nagovarjati, tematizirati, ne, recimo. Ne. To je en izmed teh projektov, ne, mogoče. Ne, ja, ne, pa se to meni čisto fascinira. Mislim, do tega, da prideš, ker meni je ta kreativen proces, veš, naprej sploh se pač kaj čopiš do takne kanvas ali whatever, kot rečeš, ne. A veš, ta del mene v bistvu ful fascinira, zaradi tega, ker jaz sem zelo tako, jaz res drugače kaj sebe, kaj težko gledam, ampak meč pač nek narativ ali pa zgodba pač mene najbolj privlači, zato to rad govorim in zato tole delam, ne. Ampak v smislu, pač zato je meni preteblo, polka sem naknadno, sem si rekel, zelo si slikar, me ta del je ful fascinira, no, ker se mi zdi, vsaj to, kar sem jaz zdaj imel šanso vedeti do zdaj,
imam feeling, da je vse bil tako zgib v zadnji. Vse je bilo treba še nekaj povedati. Ni bilo neki, ampak ne povedati, kot si prej rekel, kaj je beli kanvas in jaz in duša in sedaj bom izlil. Ampak me zanima, pač odkje ta vzgib sploh pride. Zato, ker si takrat rad pisal, ker se mi zdi, da to nima. Eni res radi sam rišejo ali pa rišejo za zgodbo, ki jo je en drug postavil. Ta del, kjer se pa z nekimi čist konkretnimi, pa bova itak prišla še na Twitter, pa na Facebook, na slikanje, ampak čist z aktualnimi zadevami, da se obadaš. Ta del mene fascinira, ker se mi zdi, da tega je mogoče malo manj pri nas. Tako se mi zdi, da je vse preveč, pa ne da je preveč, pa se, kakor se ljudje odločijo, ampak veliko tega, ali čiste klasike, ali so pa pač neke teme, ki so evergreeni. Tako da bi se pa da smo ta za žensko sliko, se mi zdi fajn. Ja, no sam prav recimo, ki si evergreen omenil, recimo in ta ženska slika in tist, ki sem prej opisoval to naravo, ki sem delal to, sem prav z tega en izmed povodov je bilo to, da neko klasično temo, ki je bila že tisočkrat obdelana, ženski akt, pa pokrajina, pa to pač, da kle malo obrnem stvari, in da istočasno se naveže še na neke, ima tudi to noter, pač neko vprašanje, neke pornografske podobe, kaj govori, kaj ne, ali pa v primeru teh slik narave, da je jih do neke mere, čeprav malo zbanaliziran, ampak vsem lahko razumeš tudi v smislu nekih čisto aktualnih ukvarjanj s podnebjem, ker se mešajo letni časi pa take stvari, recimo, vse tudi na to navezuje. Zdaj, zakaj sem jaz na ta način se pravi, ni bila neka zavestna tako odločitev, je pa res, se opažam, da imam to, da rad to prepletam v končni fazi. Ja, meni se zdi kar huda kombinacija. Mislim, tako v smislu, mene pa, pa ti gre zdaj še na ta net, slikanje, slikaš, ker to me je res tako, ker če bi ti sam bil na Facebooku, na Twitterju, pač to, kar delaš, tam zdaj unikaj, to poslušate in ne veste, pač pogooglite Aren Pregel, ampak mene je pa v bistvu tako, ker me je presenetilo, da še slikaš, to sem že na začetku rekel, zdaj me pa zanima, kaj točno bi ti rekel zase, da počneš na Facebooku in Twitterju? Ker jaz ne vem, kaj ti počneš. Meni je všeč, kaj ti počneš, ampak kaj ti misliš, da počneš? Oziroma, kaj bi ti rekel, ko bi ti tako, kot te jaz zdaj sprašujem v enem intervjuju, recimo temu, vpraša, kaj ti delaš na Facebooku in na Twitterju? Kaj je to? Ja se ne vem. Po mojem, kaj pa sem? Po mojem nek dnevnik pišem pravzaprav, se mi zdi. Ampak na ta način, da si kaj sem, da neke dogodke tudi se predstavim na nek način, se ne vem čist. Ja, ampak, a veš, ker je, jaz sem recimo, najbližji, kar sem jaz prišel takim ljudem, ki jaz tako to internetno ful poudarjam, ampak zdaj, kar se vsebin tiče, zdaj dva mi ste zdaj v glavo skočila, pa tudi, ker sem se na te pripravljal, sem jo polnosil, sem od tega 9 Quarterlyja, a veš, ta Erik Žerosinski, njega sem imel, on v bistvu nekako ima neko svojo štimungo na Twitterju in jo pač fure. Zdaj, tudi, ker sem njega vprašal, kaj počneš, je rekel, pramližen isto je bilo. In ta drugi je bil, ki mogoče pa ni toliko aktiven, ampak ima tudi to neko žilco in bo pa tedaj štrok, ne vem, če ga poznaš, pač ten model na netu, ki pač na isto forum nekako, vi neki na internet dajete, pa je to res mogoče zapakirano včasih samo v tisti en tweet ali pa samo v en Facebook post, ampak imate nek ta drive, ki mene res neizmerno fascinira, da pač lahko to obnavljaš, ker na internetu je največja vrlina, pač, da se zadeva lahko obnovi. Zato imam jaz resmo aparatične intervjuje, ker vem, da bom najdel ljudi, pa mi vsi pravijo, zmanjkalo teh, pa mi jih ne bo, ta vlak. Ampak kaj je ta drive, da to delaš? Da se razlagaš stvari, to se mi zdi že prepričljiv odgovor. Care to expand. Ja, še nisem, kot v slikarstvu sem, to neko samoreferencialnost tako razgradil si tudi pri sebi, ali pa malo bolj teoretično si okle, še nisem čist, ne vem, veseli me po mojem čistko, pa sej ne vem, res se mi je dejansko do tega precej spontano prišlo, se pravi, in to teče pač od, mislim, 2004, čeprav tam še ni bilo tako dnevno, ko sem začel s temi nekimi res brezveznostmi. Pol se je začel, mislim, zdaj so tudi še je veliko brezveznosti, sam
na ta način, da pravim, da so v redu brezveznosti. Ne, ampak veš, kleten samo stavlja, veš, ampak glih to je meni. Veš, to ta, da so v redu brezveznosti, ta premislek pri večini folka manjka. To je pač moje mnenje že dalj cajta. Veš, da na internetu pač iti na internet pa proba biti smešen, proba biti aktualen, veš, proba biti, pač gremo reči, da včasih zajadaš tudi satiro, veš, to samo to delati, ali pa to delati z nekim premislekom, da bo to dobro, ali pa da bo iz nekega dobrega zgiba prišlo, ta del manjka. A veš, to jaz presajmo, kaj na internetu pa sem pride, jaz pravim take ljudi izpostaviti, ki imajo ta premislek. Jaz mislim, da ga ti imaš, se si tudi sam rekel, veš, ampak kaj zate pomeni, da je dobra brezveznost? Tu če je brezveznost, kaj je ta dobro? Se ne, grunta malo da celo mene kaj preseneti, recimo, da mi je to nek mal, ker včasih vidim, mislim tako, jaz zjutraj pač grem mal pogledat novice, časopis, pač ko, kaj se je zgodilo, prelistati, kaj so kaj, drugi napisali, pa kakšne linke na neke dogodke. No in se mi zazdi, da je tam neki noter, da je spet, no zdaj ne vem, Spahor je prelahko, ampak pač, je nekdo nekaj naredil, da tam je noter neki, en štos, ali pa nekaj, ki bi lahko obrnil, pa bi čist drugače izpadli, recimo. Ampak koliko cajta pol si ti vzameš za te stvari? Veš, ker mislim, jaz ne vem, jaz dvomam, jaz tudi, ker sem s tem, ker na en kvartal dela, on pač kar tako, to je muka skoraj vsak tweet prnem. No, mislim, meni gre po moje veliko časa, to že rečem, čeprav se pol vedno razlagam, se to je bolj min grede, tret, To jaz dvomam, to ti jaz ne bi verjel. Ker vem, kako je na netu karkoli objaviti, pa da rečeš, da je dober. Kle gre meni, recimo, najbolj na jetra pižama, ker pižamc ima nek ki je res prilagojen na to, že čist preveč. Ja. No, včasih proba pri meni, prvo meni pošlje, pa objav. Veš, pa vidim, včasih mi dve variante, da je eno za drugo to hitro, da vidim, da ne traja to. On mi gre v bistvu še najbolj na jetra, kar se tega tiče. Ja, to ni prav, to enostavno ni prav. Ja, ni prav, da ni. Ampak tudi for a fact vem, da tudi on si cajt vzame. Tako da jaz sem Benu več ne verjamem, ker reče, je 2 minute, pa je napisan, ni. Tudi če je 140 znakov, pa je tweet. Ja, no se gledi zato, ker je 140. Včasih je tako prav za Twitter, imam že idejo, pa to da klestam iz, kjera beseda lahko gre ven, kaj lahko drugače izrazim, mislim, z neko drugo frazo, da pride iz 320 na 280, kva bi še gledal ven, včasih rata dobro, včasih pa malo manj. Sam je fajn ta destilacija, v bistvu po svoje, kaj te sili, ali ne? Po mojem kar v redu, ja, po mojem v redu. Se ne vem, na Twitterju sem jaz še bolj nov, jaz sem kle, pol leta, ali koliko, se ne vem, to gre vsem dosti hitro, pa je na pol leta. Čeprav tam na Facebooku je tudi ne delam, oziroma to že prej na blogu nisem nekih dolgih zapisal, ampak vsem kle za 140 se treba kar potruditi včasih, No, ampak meni je ful fascinantno gledati, jaz ti zdaj in kolega na Facebooku in na Twitterju, ki si sledijo. Meni je v bistvu fascinantno gledati, kaj veš, kaj imaš isto temo, pač v obeh. Ja. To mi je v bistvu ful fascinantno, iskren, jaz pa oboje gledam. Pa je malo drugačne. Ja, se zaradi tega. Ampak veš, kaj meni to zelo zanimivo, kako se pri enih, in sploh mi ni jasno čist, pri nekih objavah so čist drugačni odzivi, Recimo, ker nekaj napišem, pa je na Facebooku, pa je tako blazen, ljudje komentirajo, jim je všeč, ali pa so, ne vem, zgroženi, ali pa kaj, Na Twitterju pa čist meni pade, ali pa obratno, pa isti nek. Ja, 3/4 je to timinga, Sploh na Twitterju, ker gre stvari kar mema. Zato eni dejansko poobjavijo stvari, ker na Twitterju v končni fazi to ni nič narobe, ker ti ne moreš pričakovati, da bo vsak šel pol še nazaj, gledati. Vse za nazaj gledati. Imaš pa ljudje, ki imajo življenje, tudi po 6 ur ne gre na Twitter, kot si je to težko predstavljati. Ampak jaz sem tudi to, jaz sem tudi to videl, pa zdaj, ker imam par teh velikih akauntov, ki jih furam. Pa če res včasih je noro, da v bistvu jaz včasih vidim, ker zdaj imam že tako malo internaliziran, tole bi se pa v bistvu, tle bi pa mogel biti neki, pa ni bilo, gremo še enkrat probat, pa pol je, pa vidiš, timing je bil brezvezno. Ja, možno, ja. Sam se mi zdi, da to pa tako z leti pride, moraš vse živo moraš probati, da objameš. Ja. Se ne da je neka objavi vse ob 10 zjutraj in vse bo kul, tega ni. Pač tega dejansko ni, mogoče je pa takrat več na kavo šlo. Ja. A pa to, ki si rekel, da greš novice gledati, pa to, a ta zeitgeist tako loviš, dejansko, zjutraj je nek sistem
pregledal bom 4 strani, kaj se dogaja ali kako. Imam neko tako rutino do zjutraj, mislim, če mi že ne uspe, mislim, da zjutraj že mal na telefon gledam, ne, recimo, kaj imamo še, čeprav pravim čim manj, ne, kaj imamo še zajtrk, pa otroci, pa tako. Tako da, če se res kaj blaznega zgodi, ne, če bi tam že begunci zažgali vlado, ne, recimo, bi zvedel že ob 7, po moje, ne. Ampak tako, ne, da dražim pa gledati pol, ko začnem s delovnikom, recimo, ne, imam kavo, pa kaj se mene pol ure, ne, da pregledam časopise. To je neka taka rutina, da malo. Zdaj pa včasih imam že takoj pol kakšen refleks, včasih pa ne. Ja, pa pogledam seveda tako, ne, pač malo na Facebook, pa na Twitter, ne, to se mi pa res zdi velika razlika od včasih, ali pa tako, da res dobi že iz tam nek vpogled v to, kaj se je zgodilo včeraj, danes, oziroma kaj se dogaja. Ne, dosti bolj, kaj se jim, če bi res čakal na papir, na časopis, skoraj se mi zdi. Ampak koliko imaš pa te discipline, da se ne obkrožaš na netu te mehurčke svojih ljudi, ne? A veš, a imaš to, a ta zavedanje imaš, da se je treba pač prisiliti pa slediti tudi komu, recimo sploh na Twitterju, ki mu načeloma res ne je bilo treba, ne? Sledim že, ja, ne, imam nekaj, bi rekel, tudi, ki se globoko ne strinjam z njimi. Ne, no, ampak je pa tako, da se pa redko, ali pa vse manj, oziroma na začetku se mi je še dal, ne, mal, se redko zapletam v kakšne dialoge, kaj pa jaz vem. Že tako mi gre ful časa, pa mogoče se mi zdi malo, čeprav čas se pa ful v končni fazi. Vem, da se na Facebooku se ludo kregam včasih za neke seveda stvari, ki pač sej, a kdo že kdaj spremenil mnenje zaradi česa, kaj je na Facebooku prebral? Zelo dvomam. In tam se, mislim, tam imaš 100 komentarjev za, proti, ne, pa izpeljal, pa ne vem, če je že en se pač kaj spremenil mnenje. Ne? Ja, jaz mislim, da veš, je pa po drugi strani tako, ne, Facebook je zelo zanimiva žival, zaradi tega, ker pač kar bi mogli biti na grozo vseh uporabnikov interneta, ne, silili ljudi, da so tam gor z imenom pa priimkom, ne. In samo tam. Ne. A je to zdaj še? Ja, je, ne, zdaj sploh ja. gledamo, ne. Ampak to je že od začetka tako, veš, ker to je ta preskok, ki ga je Facebook naredil. Tam ti veš, da je tisto tvoja teta, ne eden, ki se predstavlja za tvojo teto. Ne. Ja. Veš, in so te dialogi v bistvu, to so najbolj iskreni komentarji, a ne, načeloma, a veš, na netu. Ne. Na vseh forumih pa to si ti lahko bil, žnjaš bil, ne. Klej pa nisi žnjaš bil, ne. In se pol kregaš. Je pa pol ta drugi problem tega mehurčka, ne, ker so ljudje samo, to so vse tvoji kolegi, ne, v narekovajih. Ja. Pa se imamo vsi. To me vedno šokira pol, ker je res kakšen referendum, ker je čist neki drugi, ker jaz z ljudmi komuniciram. Ne. Ja. Čeprav je to zanimivo, kar si rekel, ne, ta se mi je, a veš, ne, včasih je, vse to so pač te neke, no, mislim, vprašanje, če niso ljudje tam bolj iskreni, ker nimajo, a veš, na nekih anonimnih internetnih forumih, tam si postijo, ne, pa tudi neke blodnjave, klej so vse, ne. Ampak jaz mislim, da ta blodnjava, razumeš, je to se vsak je v glavi že pomislil, jaz bom pa tebe obal, ne, pa pol tega ne narediš, ne. A to ja. Razumeš, ampak na forumih pa to vam pride. Tudi tiskar, tudi v real life ne bi, a veš, ko ne bi Ben mu rekel, a veš, tiskar bi res zase zadržal tam poveš, ne. To je problem, ne, kar se me tiče anonimnosti, ne. Veš, kaj se mi zdi zanimivo pri tej komunikaciji po Facebooku pa Twitterju, ne, kaj se mi je zgodilo zdaj že z ene dvema, recimo, pač ljudema, s katerim se ne strinjam politično, recimo, ali pa imamo neke različne, pa imam prijateljev več, s katerim se ne strinjam, ampak niso na Facebooku ali pa niso tako in se pač dobimo sem pa tja, pa se pogovarjamo, pa je dosti bolj tudi, če neka bolj taka težka tema, vsem tam veš ob neki pijači, pa tako, pa mal paziš, pa ga gledaš v oči, pa vsem tako. Jaz se zdaj z dvema človekoma, ki smo bili ne zdaj neki strašni prijatelji, ampak neki znanci, mislim, totalna distanca, ne, mislim, ja. A veš, si ful mogoče bolj grobo pa konkretno poveš neke stvari prek. Ne, to mi je zanimivo, ne? A veš, to je pa distanca tipkavance, ne, ker tipkavanca vmes je takoj drugačne. Ja. Veš, še zmeram, vse sem to jaz, ampak le si malo več upam. Ne. Ja. Veš, ker tudi ni reakcije. Jaz grem stav, da tudi vsi oni, razumeš, ker je bil referendum, ne, čas je za, čas je proti. Pri vsej grozi, ki je folk takrat govoril, da bi komorkoli to upal uživo povedati. No, vse to je. Veš, to je zanimivo, ker neke prijatelje pridobiš, nekaj pa zgubiš s tem, ne, tam, ne, dejansko. To je, mislim, no, vse imaš tam
nekih prijateljev, ki jih še nikoli v življenju nisi videl. Ne, Ja. Mi smo zdaj že nekaj cajt, da se prvič uživa videla. Ja. Imaš pa ene par, ki sem jih jaz pa zgubil, mislim, se pozdravimo pa to, ampak raj tam čez cesto malo pomahaš. Ne. Vemo, kam bezdacom moli. Ja. To so te teme, ne? Ampak ful en lep izraz je imel, en stand-up ameriški, Colin Quinn ali kaj, ni važen. Je ful lepo je rekel, da je internet vrši, da bi en luči pržgal, ne. Da prej smo vsi sicer bili v isti družbi, vsi, ampak si se bolj tipov, ker vse si nekako, ali mogli iti prek medijev, pa je bil mal TV, ampak tudi na TV niso čisto vsega spustili. A veš, pa net pršalo, pa res tako, da bi en luč pržgal, se pa vsi gledamo, pa včasih ni kul, kar vidiš. Ja. Pač, ampak gre samo nazaj na ta tvoj ustvarjanje na državnih omrežjih. Kakšen imaš pa cilj kle? A je cilj kle? Kaj hočeš? Mislim, štekam, kar hočeš zase doseči, ampak kakšen je res? Ali se samo zato, ker si človek in socialna žival in hočeš to početi? Ampak je nek point, ne point, bolj cilj. Point mogoče še nekako imaš, ampak kaj je en cilj? Ne vem, kaj pa sem, če je. Kul mi je, ker vsake toliko časa, ko ga srečam, pa mi reče, ti si pa dobro tam napisal ali pa kaj. Kaj pa sem? Se ne vem. Mislim, dejansko vsake toliko časa s tem malo soočam, ker se mi zdi, da res porabim dosti časa za to. Tako, ampak vsem se mi zdi, da si jaz sam pri sebi neke stvari tam razčistim, to mi je pač neka fajn stvar, definitivno. Kombinacija samoterapije pa fajn katikirata. Definitivno, ja. No, tudi to, ja. Ne, pa tako, neke... Ampak se tudi to ne vem, če je dobro ali slabo. Tako, kot nas sploh pravijo za humor. Ena interpretacija humora je pač, da je kul, da na neke pač težke stvari pogledaš na nek način, da te malo razbremeni. Po drugi strani pa vprašanje, ker se toliko šalimo z vsemi temi politiki, pa to, če ne bi boš pustiti, dokler ne bi počel. Da se v bistvu nič ventil ne sprošča, enkrat same sklodira. Se pa tam vsi, vse danes je tako, včasih je bila, ker češ strašna represija, pa nič nismo povedati, pa on pa tret. Danes sploh vse poveš, pa vse se nič ne zgodi. To je s tem, to mi je večji problem. Oziroma, to mi je večji problem skoraj zgubljanje časa. Da se boriš, pa ni učinka. To je v bistvu. Da nekaj ful delaš, pa razmišljaš. Pa, vse to misli problem, kaj sem pri pisanju kakšnih kolumn ali pa pri komuniciranju mislim, po teh omrežjih, ker se strašno nekaj z nekom meniš, pa to, ali pa tam prepričuješ ful ljudi, ali pa to, pa nek rezultat na referendumu 80-20, recimo pa tako, kaj je zdaj to, Kje sem padel, Okay. Naprej gre na zaključne strojne programske opreme, to smo govorili. Še nekaj, samo to, da se malo vrnem pač na slikanje. Glik ta čas, ta del me še mogoče zanima. Zdaj in slikaš in pač na netu si in podobno. Koliko ti jemlje, pač koliko slikanja res cajta vzame? Pa jaz zdaj govorim, sploh pri tebi, ki si rekel prej, ker razmišljaš o teh podobah. Se vem, da ni zdaj enega odgovora, ampak nek občutek sam bi rad slišal, na koncu je slika vam padla, tole sem naslikal, koliko je šlo v eno sliko? Zanimivo je to, to smo se zdaj en dan pogovarjali, pa sem jaz še malo razmišljal, da en kup slikarjev nas je, ali pa en kup, pač to pa toliko nekaj slikarjev v Sloveniji, ki pač se imamo resno za umetnike ali pa delamo pa to, ampak je v bistvu slikaš skoraj kot neko nedeljsko dejavnost. Recimo meni v zadnje par mesecev, pač, odkar je vse skupaj traja pa že pač par let, odkar se je tudi se stvari vedno slabše prodajajo, recimo. Da jaz od slikarstva živim, jaz dobim dejansko od slikarstva 10-15% denarja ven, za življenje, vse ostalo je pa drugo. Tako da je, čeprav se, bi rekel, imam za slikarja, mi zadnje leto, recimo,
manj kot za druge dejavnosti dejansko uspem posvečati slikarstvu. Je pa zanimivo to, no, pač, to pol do neke mere sproducira tudi nek tip slike. Ne. Se pravi, nek tip slike, kjer to ne pomeni, recimo, da tudi če jaz, ne vem, grem pol, pa rečem, ok, zdaj pa res probo tako zrihtati, pa ne vem, 2 meseca res slikam, ne, pa ne. Skratka, razmišljal o teh podobah sem pa tudi tako malo v ozadju ali pa sproti, pa že 10 mesecev prej. Ne, recimo, ja, valjda, ja. A veš, tako da, ko pa grem jaz enkrat dejansko v atelje, pa ko tam začnem, so mi pa ene stvari že ful jasne. Ne, ne grem jaz v atelje, pa ne vem, začnem iskati navdih, pa pol počasno nekaj skicirati, pa kaj bo ven prišlo, pa to, kar je čist cool sicer, ne, sam pač je tudi nek drug tip stvari, ki se mogoče v nekem drugem času lahko odvija. Ne. Danes se mi zdi, da sploh pa v našem prostoru ali pa v tej trenutni ekonomiji je tako, ne, da pa sploh, če imaš pol še družino, pa tako, ne, da ti ne moreš iti za 1 leto v atelje, pa zdaj pa malo razmišljal, pa pol, kaj bom prišlo, pa on pa tret. Ne. Pač jaz grem v atelje, ker predvsej natančno vem, kaj bom naredil. Ne. Okay. In je pol tudi tako, no, se pravi, in jaz še tako, jaz slikam, bi rekel, v nekih zaključenih, pa pač nekih ciklih, ne, kjer si res vnaprej precej razjasnim neke stvari. Ne. Okay. Do neke mere sigurno tudi rešujem neke formalne stvari, če ne bila to, mislim, v končni fazi, če bil to sam nek tak prenos ideje, mogoče to, mislim, je premalo v bistvu, no, neka, ampak ni pa vsem tok tega, da bi rekel, da bi se zdaj strašno tam ukvarjal, kaj pa kako, ampak prijem z neko jasno idejo že tja, ne. Zdaj, to mora biti osvobajajoče, ali ne? Ali jaz si tako predstavljam, skoraj boljš, kot zdaj sem pa v tej sobi, idemo nekaj razmisliti. Ne? Ali ne, ne vem, kaj pa vem. Prav to je neka taka, bi rekel, taka tipična modernistična, recimo, kaj je šel prav tisk, ki so prej pred neko belo platno, pa zdaj bo pa se nekaj zgodil tle. Ne? Tist pa vsak dolg časa, tudi imam kakšen tak cikl ali pa kaj, ti zna biti kar naporno, ja, ker pač neko sliko pa delaš, pa ne vem, 30krat jo preslikam, recimo, pa to pa še ni, pa vem, približno kaj bi rad, pa ne, pa mislim, je, seveda. No. Čeprav v končni fazi se je tudi, mislim, pač ene slike lažje vam, ene pa trajajo. Ene pa trajajo. Okay, pa še eno random vprašanje. Kako je pa pol biti pač sin mame, ki kritizira, mislim, kaj pa ta dinamika? To smo zelo... Mislim, teh pogovorov ni, to me čisto zanima. Ne, tako osebno, vsekakor, ne, kaj se pogovarjava, pa tako, to, da bi pa sva pa predvsej, oziroma to je bilo že od začetka, da pač ona ne piše o mojih stvareh. Ja. Ampak valjda na kasilu kaj zveš, ne? Jo, ne, se pogovarjava, ne, sigurno, ne, pa jaz kaj zjem od nje, ona kaj od mene, ne. Okay, ne, to sem čisto, zdaj sem se spomnil, ker sem na začetku rekel, tam je tudi huda, no, pač to je, ta je kar lepa. Viš, to vsaka unika, folk, ne vem, je basket igral, pa je bil fadar, ne, basketaš, ne, to je zmerno žur, ne, to je, ali pa trener, no, bolj trener, ja. Te so zmerno zanimive, ne. Ki pa zgledaš kot familiarni projekt, kot Janica Kostelić, veš. Ja, no se pravim, jaz bi moral iti na... Kaj si ti naravoslovni? Bio. To je kar neki. Ja, ti veterino, neki tazga. Prav tole z naravoslovno, to res prav nekaj. Kaj jaz mislim, takrat se mi je zdel pa tako, ne, pa če je bila tako, ne, ker češ najboljša šola je bila, takrat pa sem je zdel cool, ne, to mi zdaj šel, čeprav mi res ni. Vem, sem ti... To se je bil pa to, ne, mi smo imeli neko strašno težko učiteljico za matematiko, ne, Toška se je rekla, zdaj po mojem se marsikdo, ki je tam, to je bilo na Prežkovem Vorancu, se še spomnim, ne, ona ključe metala v ljudi, se norčevala z ljudi, ki so imeli, ne vem, nek čuden priimek bolj ali pa, ne, in jaz ni mi šla dobra matematika strašno, še to, ne, jaz sem imel 4, tudi 3, ne, pač nisem imel 5, ne, in pol, mislim, da je bilo konc tam, konec 8. razreda in ona sprašvala, kam pa ti greš, pa ti, ne, in jaz povem, na naravoslovno, ne. Je najprej kar usta zaprl, ne, me je debelo pogledala in kaj, ne, in to bilo, ne vem, par mesecev pred koncem, jaz sem od takrat naprej me je klicala pred tablo, ne, in me matrala, ne, ampak še isto uro, ti si bilo pa
se prav spomnim, neke težke enačbe z nekimi, ne vem, neznankami, strašnimi, neki koreni in tret. Smo imeli in je šlo tako po vrsti, ne, tako da si čakal, da bo do tebe prišlo. Ne, in pred mano tam je že čisto, ok, to se je kar znam in tret. In prijam gor pred tablo in čakam zdaj, kva bo padel. Ne, in mi je pa pol rekla, no, zračuni, pa mi je ne vem, kako rekla, ne vem, 120 deljeno 7, ne, neki tazga. In ja, nisem čist zamočil, ne. A veš, no, ne, što si bil, jaz sem rekel, ok, izuz sem povedal, koliko je, ne, rekla, daj pač pisno, ne, tam. In sem čist neki drugega in se ona tako smejala, evo, pet nazaj, ja, pet nazaj. Dej, mogoče razumem, zakaj si šel pol na večerno šolo pred faksom. Ja. Lepo. Ok, zdaj gremo na zadnja 3 vprašanja, ki so vedno ista, ne. Prvo mi moraš povedati svojo strojno opremo. Kar pomeni, kjer računalnik, pa kjer telefon imaš, pa kjer tablico. Sklepam, da jo imaš. No, ok, za namizni, se pravi laptop, ne? Ja. HP, ne? HP nek. Nek HP, laptop, ok. Torej, a veš, da to sem pa slab v teh. Ja, sej to, sej sam kjer telefon, to moraš povedati. Telefon, ja. Zdaj veš, spet. Samsung, ne? Samsung telefon, HP, ne, kaj imaš, pokaž. Zdaj to je nek S, kaj je to? 4K, S. 5 je, po mojem. Telefonira, pa fotoaparat ima gor. Okay, odlično. Okay, kaj si še rekel? Ampak tablico imaš kakšno? Se pa nimamo še, zdaj se pregovarjamo, da se hčerko pregovarjam, 5-letno, ona pravi, da bi morala kupiti tablico, ne, pa se zdaj malo, če bomo se eno družinsko tablico kupili. Ne. Da je ena skupna, da lahko tudi vzameš, hočeš povedati. Ja. To je kar pametno. Okay, bo pa programski opremi, da bom v bistvu samo vprašal, katere epe, 5 jih povej na telefonu, ki jih dejansko uporabljaš. Neki so ti cool ali pa neki, lahko pogledaš telefon. Ja. Facebook je app. Facebook je app, to vse šteje. Facebook pa Twitter, I guess. V tem pogledu sem še vedno, prav to uporabljam, sem tak, jaz rokodelec bolj, ne veš. Ja. Zdaj, Facebook, Twitter, kva še uporabljam? Gmail, okay. Zemljevid uporabljam. Okay. Še enega, ajde, še enega. Veš, kaj uporabljam? Uporabljam čas za ščetkanje. A res, ali kaj, nek counter, ali kaj? To je pa neka pesmica in pol neke zobne paste pojejo, kako je treba si zobe umivati in to je en izmed načinov, kako otroke jaz dobim, da jim lahko zobe umijem. Ne. Lepa. Okay. Kako se mu reče dejansko? Čas za ščetkanje. O slovenščini pojejo. Ja, ta v slovenščini, ki je pač neka slovenska zobna pasta. Ne. Vrhunsko. Najboljši. Okay. Tukaj je zdaj mli, ok. V glavnem, še zadnje vprašanje, ki je tudi vedno isti. Če bi mogel izpostaviti eno fizično stvar, ki ni človek, tako da ne more biti tvoja babi, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več in imaš feeling, da je bila narejena zate. Oziroma, brez česa ne bi mogel ali pa nekaj, ki je fulopljena. Mora biti pa fizičen objekt. Kaj bi to bilo? Termofor, ne. Termofor? Ja. Ok. Lepa, res, zdaj sploh je po zim, malo me hrbtenica da in mi je totalno cool si to na stol si naštijam ali pa kdaj zvečer, to mi je pa res, mislim, zdi se mi, da me termofor razume, ne. I'll allow it, ok, to je odgovor. Arjen, najlepša hvala. Gikar si bil v Aparatusu. Hvala tebi za povabilo. Ja, reč adijo. Adijo. Čau. Tole je bila 120. epizoda Aparatusa. Arjana najdete na Twitterju pod @pregelarjan, jaz sem na Twitterju @anzet, tako da mi lahko tam težite. Še enkrat ful hvala unim, ki ste že podprli Aparatus, pa unim, ki ga še boste. To naredite tako, da ste na aparatus.si/podpri oziroma na /salca. Vse gre v opremo in produkcijo in serverje, tako da res vsak evro prav pride. Tako da še enkrat ful hvala. Drugač pa dajte Aparatus še kakšno oceno v iTunesih, poslušajte še kakšen drug podcast na mreži Aparatus, s Pižamo delam glave, z Nahbarjem delam podrobnosti. Zdaj sem začel tudi z Juretom Godlerjem, en podcast, ki se mu reče Opazovalnica, kjer se pogovarjava o Star Trek filmih. Presežem, to je čista resnica, tako da lahko še to pogledate. Vse to je na aparatus.si. Hvala, ker ste poslušali. To je do naslednjič. Uživite. Čau.